Danes bomo govorili o nudenju prve pomoči, ko ima nekdo panični napad. Pri tem mi bo pomagal Jan, ki bo simuliral panični napad. Ampak jaz še nikoli nisem imel paničnega napada. Kaj pa, če ga ne bom znal odigrati? Super ti gre. Najprej moramo ugotoviti, če sploh gre za panični napad. Kako bi moral biti utrip? Če oseba ni ravno kar tekla kuparja in ji kljub temu noro razbija srce, se nenormalno poti, hitro diha, ima občutek dušenja, čuti nelagodje v prsih in prebavilih, se ji zdi, da bo izgubila zavest, nadzor nad sabo, se ji zdi, da se ji bo zmešalo, potem je velika verjetnost, da ima panični napad. Jan, a ti karkoli od tega občutiš? Jaz mislim, da bom umrl. Ja, tudi to je eden od znakov. V tem primeru čim bolj mirno pristopimo do osebe in jo vprašamo, če je že kdaj imela panični napad. Če oseba še nikoli ni imela paničnega napada in se ji tudi zdaj ne zdi, da ga ima, potem lahko da gre za nekaj drugega, ampak tudi zelo resnega. Panični napad ima namreč zelo podobne znake kot srčni infarkt. Kaj? A misliš, da imam zdaj še infarkt? Prepoznavanje paničnega napada ni ravno enostavna zadeva in naša naloga ni, da bi situacijo v celoti rešili. Vse, kar moramo narediti, je, da pomagamo in da pri tem ostanemo mirni. Če pa se oseba v nesvesti, se ravnamo po smernicah nudenja prve pomoči in pokličemo 112. Če smo mi mirni, bomo verjetno pomirujoče vplivali tudi na osebo, ki ima napad panike. Zato ji lahko rečemo, po mojem imaš napad panike, vem, da je zelo neprijetno, ampak jaz bom ob tebi, dokler ne mine. Ok, ampak še vedno imam feeling, da bom umrl. Pokazati moramo, da razumemo, da oseba doživlja zelo neprijetne občutke, ki vključujejo zelo močan strah, lahko da celo grozo. Jan, vse bo v redu, verjamem, da se zdaj počutiš grozen, ampak ne boš umrl. Ok. Mimogrede, to je tudi zelo dober nasvet za prepire z vašo boljšo polovico. Rekel si mi boljša polovica. Če bo oseba razmišljala, kaj vse je narobe z njo, potem bo panični napad postal močnejši. Zato ji pozornost preusmerimo na dihanje. Jan, dajva skupaj, globoko dih skozi nos in nato izdih skozi usta. Ko napad panike mine, preverimo, kako se oseba počuti. Povsem normalno je, če je še vedno prestrašena in utrujena. Lahko ji tudi predlagamo, da bi v primeru ponavljajočih napadov poiskala zdravstveno pomoč. Jan, si v redu? Kaj rožca. In na ta način lahko nekomu pomagate pri napadu panike.